Poslušate 3. epizodo Frankloskopa. Podcast, v katerem Peter Frankl, častnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. On je prišel na čelo države iz protesta velikega dela ameriškega prebivalstva. Preveč woke kulture, preveč oslavljanja. Pretiravanje v eno smer vedno pripelje do pretiravanja v drugo smer. V politiki sem se naučil, da je treba vse te mednarodne odnose gledati z neke dinamične perspektive. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo do leta 2027, ko bodo francoske volitve. Mislim, da je to velika sreča za Evropsko unijo, da je Friedrich Merz tisti, okoli katerega se bo oblikovala nova nemška vlada. Danes smo sploh v enem sistemu, kjer si v bistvu drzen, če si zmeren. Sva živa. Oziroma, katero ministersko mesto pa bi vi želeli imeti, če bi To so vi za ta navzkrižna vprašanja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 3. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. To pot sem gostil Anžeta Logarja, prvega človeka stranke Demokrati. Kaj kot nekdanji zunanji minister meni, da bo še naredil Donald Trump? Pred kakšnim preobratom je zaradi njega zdaj vsa Evropa? Kaj nas čaka? Je konec sveta liberalne demokracije? Bosta francoski predsednik Macron in verjetni novi kancler Nemčije Merz uspela Evropo spraviti na novo pot? Anže Logar želi na slovenskih volitvah, ki bodo prihodnje leto, zmagati. S kom bi se povezal? Je Logar samostojen ali satelit Janeza Janše? In če bi zmagal, kakšno vlado bi postavil? Slovenija potrebuje pomik proti zdravemu razumu, kajti zdajšnja Golobova vlada dela zelo slabo, pove Anže Logar. Gospod Logar, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Gospod Logar, poskušajva se najprej dotakniti sveta. Svet je danes, vse se obrača na glavo. Vi ste bili zunanji minister, poznate dogajanje. Radi bi slišali vaše mnenje o tem, kaj se pravzaprav dogaja in kaj se bo zgodilo. Zdaj, v globalnem pogledu se končuje neka era, ki je bila kot posledica vojne vihre druge svetovne vojne usmerjena v multilateralni način reševanja svetovnih sporov. Skratka, sistem, kjer so se velesile samo omejevale, zato da so majhne države lahko v miru sobivale z ostalimi. Z prihodom nove Trumpove administracije pa se je dogodil pospešek procesu, ki se je začel sicer že bistveno prej, ki se je začel z gospodarskim razcvetom Kitajske in ekspanzionistično politiko ruskega avtokratskega politika oziroma predsednika Putina. Prvi resni razkroj z multilateralizmom se je zgodil z oblikovanjem zamrznjenih konfliktov v Gruziji, pa tudi Moldaviji, nato nadaljeval z aneksacijo Krima, ki je ostal, ali pa vsi te dogodki so ostali praktično neodgovorjeni zaradi trgovine, ki jo je Vladimir Putin sklenil z zahodnim svetom, to je predvsem zagotavljal poceni energente, zato da so ga pustili pri miru. No in zdaj z novo Trumpovo administracijo je pa še tretja velesila na nek način se podala na pot transakcijske zunanje politike in danes imamo to, kar je posledica tega. Ali lahko rečeva, da je konec ere liberalne demokracije v svetovnem pogledu? Zdaj tega ne smeva reči, ker v tem primeru mislim, da bi v svetu umrlo upanje v nek človeški, humani in humanitarni razvoj družbe. Lahko pa rečeva, da je liberalni svet na preizkušnji. In da je zadnja zibelka ali pa najmočnejša zibelka tega sveta ravno Evropska unija in evropski način življenja. Nekateri analitiki so ocenjevali, politični analitiki, Trump govori in ne bo tega uresničeval, kar govori v začetku drugega mandata. Zdaj se kaže,
da resnično dela to, kar je govoril, da bo delal. Ali obstaja sploh še upanje za to, da bo samo govoril in da ne bo vsega uresničil, kar je govoril, da bo uresničil? Velika razlika med administracijo Trump 1.0 in Trump 2.0. Zdaj, v administraciji Trump 1.0 je republikanska stranka gospoda Trumpa jemala kot nek odklon od mainstreama republikanske stranke. Zato je vse ključne funkcije na nek način podelil outsiderjem, svoji družini, svojim znancem in tistim, ki niso imeli zaslombe v sicer zelo močni republikanski stranki. Pred temi volitvami pa so republikanci ugotovili, da v bistvu z Trumpom, če se postavijo za njega, dobijo vse, kar so si nekdaj želeli, pa morda še za odtenek več, in so stopili vsi skupaj za njim, mu hkrati tudi na nek način oblikovali ekipo, vsi njegovi ključni kadri prihajajo iz močnih vej republikanske stranke, in to je sedaj administracija, ki dejansko spreminja multilateralni globalni red. Torej govorimo o carinah, govorimo o protekcionizmu. Govorimo o vsem. Govorimo o popolnoma celotni orodjarni, kar si lahko predstavljamo, kar si včeraj nismo mogli zamisliti in kar bo jutri lahko postalo realnost. Ali po vašem mnenju, ali to bo postalo realnost? Bo postalo realnost, se bo umaknilo, bo nekaj hujšega postalo realnost, bo nekaj dobrega postalo realnost. Skratka, zdaj smo v nekem obdobju popolne volatilnosti, nepredvidljivosti, kjer je bistvo, da se ostali akteri, tu mislim predvsem Evropsko unijo, na nek način obrne nazaj sama vase. In morda bi bilo pametno, da se neha odzivati vsak dan na vsako izrečeno besedo, ampak da ta čas porabi predvsem za izgradnjo neke robustne infrastrukture oziroma arhitekture svojega delovanja. Ker arhitektura in pravne podlage delovanja Evropske unije so neprilagojene za tako vihrav čas. Če smo optimisti, bi lahko celo rekli, da je Trump dobrodošla brca za Evropo, ki se bo vendarle začela tudi zaradi njega hitreje ustanavljati kot neka nova skupnost, neko večje približevanje. Kaj je vaše mnenje o tem? Zdaj se govori o tako imenovanem wake-up callu, ki je prišel iz transatlantske partnerice. Zdaj, žalostno pri tej zgodbi je, da bi se bilo že nekaj opozorilnih znakov neprilagojenosti Evropske unije, od finančne krize na zadnje pa zdravstvene krize, kjer se je pokazalo, da tistih strateških področji in kritične infrastrukture Evropska unija ne obvladuje. Ampak se vendarle vedno verjelo, da se z sodelovanjem, s transatlantsko partnerico lahko te stvari vedno premostimo. No, zdaj je pa prišlo dejansko do hard separation, torej delitve, kjer mora Evropska unija relativno hitro, brez nekega pomožnega ali pa nekega umestnega časa takoj zagrabiti za reformo notranjih institucij, za reformo finančnih prioritet in tudi za reformo industrijske politike Evropske unije, zmanjšanjem regulative in na ta način prilagoditev na čas. Ali menite, da bodo volitve v Nemčiji, na katerih je zmagal Friedrich Merz, ki postaja nemški kancler, ali bo to pripomoglo k hitrejšemu prerazporejevanju Evrope? Zagotovo. Mislim, da je to velika sreča za Evropsko unijo, da je Friedrich Merz tisti, okoli katerega se bo oblikovala nova nemška vlada. Če ste spremljali njegove odzive po izvolitvi, pa tudi to, da bo lahko sestavil trdno večino tudi samo z eno koalicijsko partnerico,
pomeni, da se bo začel oblikovati neko jedro evropskega leadershipa, ki se zaveda resnosti situacije. In tu je zelo pomembno, da se v ta krog, čeprav je nekdaj izstopila, pritegne tudi Združeno kraljestvo, ker mislim, da ta triangel je nujen za nek dolgoročni obstoj liberalnega sveta v okviru zahodne. Govorite o trikotniku Nemčija, Velika Britanija in Francija. Tako je, ja. Ne? Ampak zdi se mi to mimogrede, zelo cenite gospoda Merza, tako kot vi, je on ekonomist, je visok, je vitek. In tako kot on so se dolgo časa malo starejši je. So se ga dolgo časa otepali znotraj CDU-ja, so ga želeli spraviti ven, ampak kljub temu mislim, da je na ta način on tista hrbtenica, tudi na podlagi programa, ki ga je pripravil za revitalizacijo Nemčije, ki nam lahko vliva upanje za obstoj in seveda tudi nadaljnji razvoj Evropske unije. Torej, on je čakal na svojo priložnost, da prevzame vodenje CDU-ja približno več kot 20 let. Ali tudi tu vidite nekakšne paralele med njim in vami? Morda glede pogleda na pomen močne Evrope, glede na interne politične situacije v državi, pa ne, preprosto zato, ker število njegovih predhodnikov, ki so bili predestinirani, da postanejo predsedniki CDU, je na tej poti zmanjkalo in potem je prišel on na vrsto. Pri teh je predhodnikov, pri nas je manj, ne? Ker je samo en. Pri nas jih je manj, tako. Dobro. Zanimivo je to, ko govorimo o vsem tem, kaj se dogaja, zanimivo je pri tem tudi to, da borza, ki upade, ali pa grozeča inflacija v Ameriki, ki je lahko posledica carinskih ovir in tako naprej, da to Trumpa sploh ne ustavi. Mi smo mislili, borza bo njegov ključ, nizka inflacija, zdaj se uvajajo nekateri ukrepi, inflacija gotovo se bo povišala, borza bo bolj volatilna, to ga ne ustavi. Ja, zato ker je on je prišel na čelo države iz protesta velikega dela ameriškega prebivalstva. Preveč woke kulture, preveč oslavljanja. Pretiravanje v eno smer vedno pripelje do pretiravanja v drugo smer. Zato je v zdravorazumskih državah pametno to kolesje morda malce prej ustaviti in da z nekimi racionalnimi ukrepi potem vse te oscilacije v napačno smer spraviš na nek varen del srednje poti. Zdaj, ameriška družba je zelo razdeljena. Raziskovalec Murray je v knjigi Coming Apart zelo jasno razložil te ločnice v ameriški družbi, kjer je elita 5% Američanov, najbogatejših, dejansko študirala na istih univerzah, se poročala med sabo, živela v istih kvartjerjih in to nadaljevala iz generacije v generacijo, medtem ko je 95% ostalih prebivalcev to samo opazovalo. V obdobju ameriških sanj so verjeli, da lahko prodrejo v teh 5% najprestižnejših družbenih slojev, pa so večina njih omagala in se je tu začel oblikovati nek protestni del družbe, ki je z prihodom Trumpa dobil svojega glasnika. Drain the swamp, torej naredimo nekaj drugega bo naredili in v tej fazi argumentacija v bistvu izgubi svoj naboj. Važno je samo misija in njega so pač velik del prebivalstva razumeli kot misionarja na tej poti, da se maščujejo temu, kar njih dela revne in druge bogate. In zdaj gledamo pač to podporo, pa to neodzivnost glede na efekte njegove politike tudi v luči tega. Prej sva govorila, omenili ste povezovanje, kaj lahko prinese Friedrich Merz, povezovanje oziroma približevanje Nemčije in Francije,
Velike Britanije, da je o tem trikotniku ste govorili, nekateri vidijo tudi to kot kvadrat, da je še zraven Poljska recimo. Ali ima ta trikotnik možnosti, da preživi oziroma da začne delati? Vemo, da ima predsednik Francije Macron samo še do leta 1997 se mu izteče mandat in obstaja možnost, če ne celo verjetnost, da bo prišla na njegovo mesto gospa Le Penova. V politiki sem se naučil, da je treba vse te mednarodne odnose gledati z neke dinamične perspektive. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo do leta 2027, ko bodo francoske volitve. Zdaj, ceteris paribus, vse ostane enako, se zdi tako, kot ste rekli, in vkolikor eden od tega triangla, ena točka izgubi neko trdno oporo v politični konfiguraciji, se ta sistem seveda sesuje. In glede na to, kar gledamo sedaj, verjetno bo kdo iz ameriške administracije tudi spodbujal to vrsten razvoj. Tako kot so... V umestnem času je vendarle še nekaj časa, kjer tudi zaradi resnosti situacij in posledic, ki jih bo sprememba transatlantskih odnosov, sprememba te politike Trumpove administracije prinesla, bo to tudi vplivalo na percepcijo ljudi in na ta občutek potrebe po samoohranitvi. Mislim, da je ta triangel za preživetje evropskega kontinenta, pa tudi za ta način življenja, kot ga mi danes razumemo kot človeka vredno življenje, ključen. In verjetno se bodo tudi v Franciji zgodili neki premiki, ki bodo omogočili ohranjanje tega sistema. Pa vidite kakšnega politika v Franciji? Se vidi samo Macrona, potem pa še par recimo bolj skrajnih politikov, Le Penovo, a se vidi kakšen up za neko umirjenost? To je težava politične elite, kjer ne poskrbijo za svojega naslednika z neko vizijo, ki gre približno v podobni smeri, in to potem pripelje lahko tudi do razpada strank ali pa do razpada neke politične alternative. To se je v Franciji že zgodilo, recimo pri republikancih. Po Chiracu je prišel Sarkozy, ki ni poskrbel, pa tudi z nekaterimi napačnimi potezami, ni poskrbel za to, da bi ta stranka ostala ena ključna vodilna sila, in se potem v tistem delu po razpadu socialistov pojavil tudi Macron, tako da Macron ima v tem trenutku velike težave. 2 leti nazaj je imel zelo dobrega kandidata na čelu predsednika, pa ga je ravno v strahu pred konkurenco zamenjal, in to je potem pripeljalo do tega, da predsednika vlade, mislite? Tako je, predsednika vlade, da nima svojega naslednika. Ampak še enkrat, jaz mislim, da vendarle v Franciji se bo oblikovala neka kritična masa tudi zaradi resnosti zadev, ker zdaj smo v nekem preseku, kjer si težko predstavljamo spet testiranje z političnimi strankami, ki imajo močno zaslobno pri Putinovi Rusiji in imajo tudi agendo tako, ki ni v smeri. Gotovo bo pa Trumpova administracija oziroma Trumpovi ljudje bodo poskušali vplivati na politični sentiment v Evropi, tako kot je Musk podprl na nek način implicitno alternativo za Nemčijo. Je pričakovati, Musk je eksplicitno pa tudi Vance potem alternativo za Nemčijo, še celo več, uradno so se srečali, medtem ko se z nemškim kanclerjem niso srečali. Musk je govoril na zaključnem kongresu AfD, ampak s tem je dosegel ravno nasprotno. V bistvu oblikoval je celotno fronto proti AfD, pa tudi rezultat potem ni bistveno odstopal od tistega, kar so javnomnenjske ankete kazale, kar pomeni, da vnos ali pa vpliv z nekim političnim
sporočilom na notranje politične razmere evropske države ni tako enostaven, kot se morda zdi čez lužo. Mislim celo, da je kontraproduktiven. Francozi so ponosen narod z bogato zgodovino in mislim, da bi imela podobna akcija kontraučinek. Oziroma, če bi Musk podprl gospoda Bardelaja, recimo, bi bilo to dobro za naslednika od Macrona. No, najprej mora Macron najti naslednika. Tako, razumem, ja. Zanimivo je to, če poskušamo prenesti oziroma nekako pogledati na te svetovne razmere v slovenski perspektivi, ne, se dogajajo tukaj zanimivi premiki. Ne. Kdo bi si mislil, ne, da bo recimo nekdanji predsednik Türk povsem na Trumpovi strani argumentov? Ja, jaz mislim, da vsa odstopanja v eno in drugo smer, ki niso utemeljena na neki zdravo, razumski, argumentirani presoji, potem iščejo rešilne bilke. In podpora Rusiji, agresorju v tem spopadu, do pojave Trumpa pač ni imela nekega močnejšega argumentarija na drugi strani in zdaj s pojavom Trumpa in njegove politike do Ukrajine so tisti, ki še naprej ostajajo zvesti Putinu, najdli rešilno bilko v tem, da lahko najdejo še na drugi strani podpornike tovrstnega svojega argumentiranja in zato postanejo na nek način še včeraj največji sovražniki, danes najmočnejši podporniki nasprotne politične opcije. Torej recimo, gospod Türk pa predsednik Trump. Vi osebno pa recimo ste zdaj na podobni strani, kot je recimo Mladina. Seveda. Ravno sem bral, preden sem začela Mladino, imajo podobna stališča, torej oni so proukrajinski, agresor in tako naprej. Pa saj to je resnica. Mislim, težko bi rekli, da če sodiš po pravici oziroma če pravilno oceniš situacijo, da si potem obarvan v to ali ono smer. Dejstvo je, da je Rusija agresor, da je začela nepravično vojno, da želi s hegemonijo si prilastiti del ozemlja ali celo celotno ozemlje sosednje države. In dejstvo je, da je v multilateralnem svetovnem redu, ki je pač osnovan za temeljno listino Združenih narodov, to nesprejemljivo in da je to kršitev teh mednarodnih pravnih norm in oziroma bi morala biti sankcionirana. Torej, pika. In ste pač dobri ljudje, takšni ali drugačni, vsak na svoji strani, se najdejo nove... Ne, tu ne gre za dobre ljudi. Zdaj, v svetu ali pa v zgodovini je bilo veliko krivičnih dogodkov, ampak to ne spreminja slike ali pa resnice o posameznem dogodku. Kaj je pa potem posledica tega? To je pa realpolitik, to je pa potem igra moči. Zdaj, razlika za prihodom nove administracije je zgolj to, da je multilateralizem se zamenjal z powerplayem, z vplivnim območjem velesil. Transakcijska politika, kjer imamo 3 velesile, Rusija, Kitajska in Amerika, in ker si 3 močni možje lahko sežejo roke, razdelijo svet na 3 vplivne cone in rečejo med seboj, se ne bomo delali škode, kar znotraj svojega vplivnega dela počnete, pa je to vaša stvar. Ne bomo vas sodili ali pa moralizirali v zvezi s tem. Zdaj, to je v bistvu situacija, ki je pripeljala do svetovnega spopada. In ravno zato je bil oblikovan pač temeljna ustanovna listina Združenih narodov, zato so se države zavezale k multilateralizmu in zdaj ta spomin na grozote druge svetovne vojne je pač z leti ugašal, nove generacije so pozabile, kaj to pomeni
in razvoj sveta po različnih kontinentih je šel svojo pot. Poslušate Frankloskop. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod. Vaš do nedavnega vaš predsednik stranke, torej Janez Janša, bili ste dolgo časa v njegovi stranki, je nekako poskušam ugotoviti, pa krmarim nekje med zavezanostjo Trumpu in zavezanostjo Ukrajini. Kako bi vi ocenili ta odnos gospoda Janeza Janše? Je zdaj v zadregi. Namreč mislim, da je bila zelo jasna in pravilna usmeritev ta podpora Ukrajini glede na ruskega agresorja. In zdaj, kar gledamo s strani ameriške administracije, je pa v bistvu poskus normalizacije odnosov z Rusijo zaradi trgovinskih transakcijskih razlogov. Torej, kam se bo postavil, po vašem mnenju, vaš nekdanji zaveznik in strankarski tovariš? Jaz upam, da bo ostal načelen, skratka, da bo ostala močna podpora Ukrajini, ker, veste, Ukrajina ima na svojem ozemlju 117 od 120 mineralov, ki so ključni za industrijsko proizvodnjo v svetu. 53% teh zalog je na okupiranih ozemljih, 47% na še obstoječih ukrajinskih ozemljih. Zdaj, z vidika nekoga, ki prisega na transakcijsko politiko, ima potem zelo enostaven razmislek. Približno na polovici je to razdeljeno. Ali sklenem dogovor z Rusijo in mi dovoli ekstradicijo teh mineralov na zasedenih ozemljih. Rusiji načeloma vseeno, glede na to, da ne gre za njihovo ozemlje, za osvojeno ozemlje, torej za neko novo vrednost. In s tem dobim še možnost do skupnega raziskovanja na arktičnem delu poloble in vstop na ruski trg, ki je trenutno prazen tuje konkurence. Zdaj, če nimaš moralnih pomislekov, je to v bistvu paket, ki nosi zlata jajca. Na drugi strani, če pa odločim se podpreti Ukrajino in z tem mineralnim sporazumom dobim pravice do izkoriščanja mineralov na teh ozemljih, moral bi še dati neke varnostne garancije za to. Kar je pa verjetno malce težje ali pa malce dražje kot oni prvi primer. Zato Amerika v tem dogovoru, o tem mineralnem sporazumu, teh varnostnih garancij ne daje, ker pravi, se bo enostavno, če bodo naša podjetja tam, ne bo Rusija upala kakorkoli poseči v to, ker bo to pomenilo sprožitev 5. člena NATO. Kje v tem kontekstu vidite vi vašega nekdanjega kolega Janeza Janšo, ali je zvest Trumpu ali je zvest Zelenskemu? Jaz sem poslušal njegova sporočila in zaenkrat ga še nisem uspel zelo jasno razbrati. Dobro. Kakšen je pa vajin odnos zdaj? Če bi se srečala na ulici, bi si skočila v objem, bi si dala roko, bi šla mimo drug drugega, bi se lepo pozdravila. Kakšen odnos imate danes? Ja, verjetno bi se lepo pozdravila. Sej, če se na hodniku srečajo, se pozdravijo. Sej, gospod Janša, tudi sam ga osebno sem imel priložnost spoznati osebno, je zelo prijazen v osebnih stikih. Ja. Je? Potem pa kar na lepem postane drugačen. Ali recimo tudi marsikaj dobrega naredi recimo za gospodarstvo, potem pa za eno potezo skoraj vse podre, kar je zgradil. Kako komentirate to, kar sem vam povedal? Ja, mislim, da je več ljudi na ta način predstavilo to delo. Vse verjetno je to bil tudi razlog, ki je rezultiralo v volilni rezultat
po izteku mandata ali pa tudi v predčasni konec kakšnega mandata. Jaz pravim, vsak politik sam kuje svojo srečo in svoj način dela. Moj način dela je drugačen. Jaz vedno stavim na nek dialog, na dolgi rok, predvsem zato, ker mislim, da lahko vsak prispeva in da se treba zavedati, da je to nek povezan sistem, kjer morda neka akcija povzroči nezaželeno reakcijo, ki na koncu pripelje do tega, da cilji niso uresničeni. Jaz v svoji karieri sem vedno počel tako, da sem stvari pripeljal do konca. Vam nekako, ne bom rekel ravno očitajo, ampak pravijo, da ste nekako zdaj videti neodločni, držati morate stvari skupaj, volitve pa bodo verjetno redne, vsaj predvidevamo lahko tako. Kako se pripravljate na volitve, kakšen rezultat kanite doseči prihodnje leto? Ja, demokrati smo se resno lotili priprav na prihodne volitve, tudi dolgoročno gledamo. Torej, demokrati nismo stranka za enkratno uporabo, za en mandat. Zato smo se v nasprotju z splošno prakso v Sloveniji avtirali kar več kot leto pred državnozborskimi volitvami. Ste šli iz omare pravočasno oziroma prezgodaj? Ja, nekateri elitiki so rekli, da prepozno, tisti, ki so želeli, da že takoj leta 2022 potegnem to potezo. Nekateri ali pa drugi, ki presojajo po dosedanji praksi, pa da prezgodaj. Ampak jaz pravim, da ravno prav zato, da lahko oblikujemo neko trdno stranko z razvejano regionalno mrežo, ki predstavlja temelje, pa tudi kapilare za zelo neposreden odnos z terenom, da lahko zaznaš, kako diha teren. Ali se kaj razjezite, če vam kdo pravi, da ste Janšev klon ali pa satelit? Jaz mislim, da so te ocene tako ali tako škodoželjne, pač tistega, ki na nek način ne priznava ali pa ne želi politične konkurence. Danes smo sploh v enem sistemu, kjer si v bistvu drzen, če si zmeren, ker sta se oblikovala dva močna tabora na levi in na desni, ki jemljeta pod okrilje vedno ostrejšo politiko, in če nekdo želi z dialogom ali pa z neko zmernostjo povezati najboljše, kar imamo v tej državi. V bistvu imaš nasprotnika na eni in na drugi strani in si v navzkrižnem ognju, in zato imaš tako na eni kot na drugi strani, ki ti lepijo opaske. In nasplošno je zelo enostavno, če na vsakega, ki se pojavi, ki ruši ta status quo, ki lahko še 10 let ostaja, daš te post-it listke in napišeš gor, prevarant, satelit, neodločnež, klon, karkoli, zato da v bistvu ti ni treba argumentirati. In tvoja volilna baza na eni ali na drugi strani je že tako zgnetena, sprogramirana, da samo prebere z teh post-it listkov in ve, zakaj ne sme voliti za to novo alternativo. Niste mi odgovorili na vprašanje, se vas povsem razumem, kakšen rezultat boste dobili na volitvah? Ja, vsaka stranka, ki dela za to, da zmaga na volitvah. Torej, jaz upam. Kaj pomeni v Sloveniji zmaga? Da dobi največ glasov ali da od vseh strank, kaj pomeni to zmagati? Ja, zmagati pomeni predvsem relativna zmaga oziroma možnost upravljanja z državo. Če zmagate, ali boste, in če je gospod Janša na drugem mestu, ali boste šla v koalicijo, ali bi si raje želeli koga drugega, oziroma če obrnem, če bo gospod Janša relativni zmagovalec, pa boste vi drugi ali pa tretji, ali boste šli z njim v koalicijo? To so vsi scenariji, ki se jih preigrava v tem trenutku brez nekih jasnih številskih enačb. Zato so vsi hipotetični. Mislim, da sem že večkrat povedal, da demokrati prisegamo na politično širino, kar pomeni, da se mora oblikovati koalicija,
ki pokriva nek širok spekter, ravno zato, da presežemo te delitve, ki smo jih v zadnjem času v Sloveniji, v bistvu z vsako vlado bili deležni. Zdaj, ne vem, če se zavedava, kako to bremza slovenski razvoj. Ampak to je pravzaprav zelo razmeroma stara teza SLS-a, ki so jim nekoč rekli, da so mostograditelji, graditelji mostov, pa se nekako ni obnesla kot zmagovalna pot. No, pa sej so tudi različna obdobja v fazi razvoja države, so obdobja, ko rabiš, če je veliko neenakosti, pa zelo raznolika družba, ko rabiš morda bolj socialdemokratsko politiko, so obdobja, ko zaradi preveč pravic potrebuješ verjetno bolj desno-sredinsko politiko, in so obdobja, ko zaradi tega notranjega spora potrebuješ neko umirjeno, zmerno politiko, ki pokriva širši spekter. In mi smo zdaj tam, zaradi tega, ker vsaka drugačna varianta pride do maščevanja prejšnji vladi za vse, kar je naredila še prejšnji vladi, in potem se oscilacije skačejo iz enega mesta na druge. Slovenija potrebuje neko obdobje pomiritve, zelo jasno vizijo, v katero smer želimo. In ravno zdaj, v tem turbulentnem času, mora Slovenija zelo jasno vedeti, po kateri smeri iti, in zato naslednja vlada mora biti programska vlada, z zelo jasnimi izhodišči, kaj mora spremeniti. V teh zadnjih 30 letih se je nateklo toliko anomalij, ki bremenijo in zavirajo naš razvoj, da jih enostavno po listi moramo začeti odpravljati in se nehati ukvarjati z internimi spopadi, in to je možno samo v neki široki koaliciji. Je pa verjetno menite, oziroma prepričan sem, da menite, da je zdaj potrebno nekakšen zasuk malo bolj v desno. V zdravi razum, zagotovo, v vse te, lejte, kaj smo mi sprejeli v zadnjem mandatu, Madonna, se upravičujem, pravica do odklopa, evidentiranje delovnega časa, vsakič novi dan, lahko samo naštevamo. In to so vse anomalije, ki peljejo v napačno smer. Kako ocenjujete delo Golobove vlade? Kot slabo, imel je zgodovinsko priložnost za nek zelo jasen razvojni reformni cikel, ki je nujen, pa te priložnosti ni izkoristil. In se je prepustil, da mu je agendo delala najmanjša stranka, Levica, ki v bistvu govori lepo, ampak na napačnih osnovah, ki v real gospodarstvu ne delujejo in v real politiki ne omogočajo Sloveniji, da izkoristi svoje potenciale. Dobro, ampak verjetno so tudi v njegovi stranki, v stranki Svoboda, verjetno kar nekaj ljudi, ki so na podobnih stališčih in idealih kot Levica. Verjetno, sestavljal je stranko 2-3 mesece pred volitvami. Ravno zato demokrati sestavljamo stranko leto in 3 mesece pred volitvami, oziroma še več, zato da v bistvu ta interni sistem oblikovanja politične ponudbe predstavi neko koherentno sliko z jasnim osrediščenjem v programu, ki je predvsem zdravorazumski. Če dotakniva se še malo gospodarstva, govorili ste o nekih obremenitvah oziroma o pravici do odklopa, delovnem času, to so pravzaprav gospodarske teme. Kako vi gledate na obremenitev plač, recimo, potem greva na vprašanje davkov, različnih dajatev in tako naprej? No, sej to celo vlada priznava, da je dohodninski del, torej obremenitev dela, nadpovprečna. V tistem programskem dokumentu, s katerim je želela podati osnove za davek na premoženje, torej na nepremičnine, je v zaključnem delu jasno izpostavila, da smo med državami OECD najbolj obremenjeni na področju dela in da je treba nujno zmanjšati to davčno obremenitev, ampak to je potem rezultiralo v sklep, da zato moramo pa obdavčati nepremičnine. Torej, kako, in tukaj pridemo do vprašanja, kako vi gledate na obdavčevanje nepremičnin? To je široka ljudska tema.
Kakšno je vaše stališče do obdavčevanja nepremičnin? Dobro, nepremičnine morajo biti obdavčene. Vse so do nekatere mere. Ja, zdaj so preko NUZZ-ja oziroma nad določeno vrednostjo oziroma nad določenimi kvadratnimi metri je potem tudi to obdavčenje premoženja. Razlika je, kaj želimo s tem doseči. Recimo, vlada je ta nepremoženjski davek povezala tudi z vprašanjem fonda stanovanj oziroma najemnin, ki se zaračunavajo in obdavčujejo v tem sistemu. V bistvu z svojim predlogom povzroča celo to, da bi bile najemnine potem še višje, ker bi s tem tisti, ki ima stanovanje, ki ga oddaja, si znižal svojo davčno osnovo za davek od nepremičnine. Popolnoma zgrešena logika. Obdavčitev nepremičnin je lahko kot zelo dober sistem za zniževanje najemnin stanovanj fonda. Mi imamo v Sloveniji približno 100,000 nezasedenih stanovanj. Če bi davek na nepremičnine oblikoval na način, da bi najprej znižal obdavčitev najema oziroma oddaje nepremičnin, naredil v bistvu direktorij oziroma fond teh nepremičnin, ki se oddaja, zato da ima država potem pregled nad tem in da lahko tudi to nadzira, in davek na nepremičnine hkrati ustanovil še ta del javnega stanovanjskega sklada kot agencijo za oddajo nepremičnin, ki lahko oddaja te nepremičnine po skoraj tržni ceni, danes ne more. In zagotovi vse, da ti daš nepremičnino notri v upravljanje in jo dobiš nazaj vrneno, ko rečeš v izvornem stanju. Torej, da zagotoviš tistim, ki dajo nepremičnino najem, tudi neko varstvo. Tako je. Varstvo in hkrati, da je v bistvu da on nima nikakršnih problemov z tistimi, ki najemajo nepremičnino, kar je danes glavni problem, da lastniki ne oddajajo. Bi dobil sicer nekoliko manj iz najemnine. Recimo bi dobil 85% od tržne najemnine, ampak brez kakršnega koli rizika. In za tistega, ki torej da svoje stanovanje v ta sistem, je v bistvu ta del pokrit davka nepremičnine že z davkom od najemnine. Tisti, ki ne da, pa plača pač nekaj višji davek kot ta, ki podeli stanovanje v pool oddajanja nepremičnin. In s tem sprožiš precejšen del tega fonda nezasedenih stanovanj v ta del. Hkrati pa tudi sporočiš, seveda pa to obdavčitev ne sme biti ekstenzivna, ne sme se zajedati v ekonomske pravice tistega, ki je lastnik stanovanja. Torej previsoko želijo obdavčiti. To je jasno. Ja. Kdo vam je to idejo dal? Ne sprašujem vas konkretno po tem, ampak ko govorite o svoji stranki, vidimo vas, mogoče še koga, ampak recimo, koga imate kdo je pristojen za gospodarstvo, kdo je za finance. Verjetno ni lahko nabirati teh kadrov, ko jih prepričati. Kdo so ti ljudje? No, to imate prav, da jih ni lahko prepričati. V Sloveniji je še vedno nek strah pred tem, da bi ljudje sledili zdravemu razumu, pa da bi se morda opredelili in se odločili za neko pot, ki morda ni v javnosti ali pa v medijih ali pa v tistih, ki trasirajo javno mnenje, označena kot to je pa prava pot za naprej. Dobro, pa že imate koga? Jaz že približno leto in pol vodim pogovore z najrazličnejšimi. Kdo bi bil finančminister? Če bi vi bili predsednik vlade in bi vaša stranka znala, koga bi imeli za finančnega ministra iz svoje? Zdaj, to je nehvaležno vprašanje, zato ker pač s tem izpostavljaš tistega, ki morda bi, ampak osebno, pa se nisem še s tem pogovarjal, osebno bi si želel Igorja Mastena. Igorja Mastena, ok. Za gospodarstvo? Za gospodarstvo prekriva v stranki Marko Požar. Ampak recimo, če bi bila koalicija, kar seveda bo,
koalicija, a je Matjaž Han primeren za ministra za gospodarstvo? Pa to sva spet v teh hipotetičnih delih. Seveda sva, ampak to je najbolj zabavno. Ja, zagotovo, da je najbolj zabavno, ampak je tudi najbolj brez osnove. Nima nobene realne vrednosti. Jaz lahko samo povem, da pač z gospodom Hanom komunicirava, je prijeten sogovornik in nimam nobene težave sodelovati. Katero ministrstvo bi pa zaupali Janezu Janši, če bi vi bili predsednik vlade, oziroma bi mu sploh zaupali ministrstvo? Sva živa. Oziroma, katero ministrsko mesto pa bi vi želeli imeti, če bi Janša... To so v bistvu ta navzkrižna vprašanja, ki morda potrjujejo ali pa zavračajo tezo, o kateri sva se pogovarjala prej. Tako da dopustimo čas v čas. Dobro. Gospod Logar, hvala vam lepa za pogovor, lepo se imejte, veliko uspeha vam želim in se vidimo še kdaj. Hvala lepa za povabilo in iskriva vprašanja. Poslušali ste 3. epizodo Frankloskopa. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.